Alenka sprašuje, kaj če ne čutiš želje in bi rad nekaj kreiral, ker bi rad vibriral in nekaj ustvaril? Kako spodbuditi premik, kaj poslušati sebe, namige iz okolice, kako utišati glas, saj ne rabiš tega, saj je brez veze, kaj ti je treba? Torej, prva stvar je ta, da ko ti nekaj čutiš kot svojo željo, je ta želja in ta vizija dana tebi. Ta vizija ni dana tvojemu staršu ali pa tvoji prijateljici ali partnerju. Ta vizija je dana tebi z razlogom, ker si jo ti kot duša prišla prizemljiti, kar pomeni, da verjetno ljudje ne bodo čutili enako močno, kot čutiš ti. In kaj potem? In kaj potem? Potrebujemo prepoznati, da ko si nekdo nekaj zunaj nas želi, si to želi zato, ker on to čuti. In da mi, ko oseba pride in razlaga v svoji viziji, mu dovolimo, da jo ima. Kakšno pravico imamo se vmešavati v vizijo nekoga drugega? Če jo mi ne čutimo, to samo pomeni, da to ni naša vizija, da ni naša duša prišla prizemljiti. Ko pa mi čutimo vizijo, ko pa mi čutimo nekaj, kar nas premakne, je pa ta vizija dana nam. To je kot balonček idej, ki leti in usedu se je na našo glavo. Zato, ker ti lahko to prizemljiš. In torej, vzemi, ne ukvarjaj se s tem, da drugi ne čutijo, koga briga, itak da ne čutijo, saj se ta ideja ni na njihovo glavo usedla. Torej, to je ena stvar. Druga stvar, ki sprašuješ, da v bistvu sploh ne veš, česa si želiš, jaz v to ne verjamem. Jaz ne verjamem, da ne veš, česa si želiš. Želiš si nekaj, ampak si ne upaš na glas priznati. Morda ravno zaradi tega, ker te je strah reakcije okolice. Ampak zakaj? To je tvoje življenje. Ti si prišla to vizijo prizemljiti. Jaz sem prišla prizemljiti vizijo, da bo jasnost, ki prihaja skozi moj kanal, objela cel planet. Ali vsi ljudje okoli mene čutijo to vizijo? Ne. Stalno mi ljudje pripovedujejo, da živim v oblakih. Boli me. Boli me. Itak da ne čutijo, če oni niso tega prišli prizemljiti. Moja duša je to prišla prizemljiti. In torej, tukaj ni vprašanje tega, kaj je želja zadaj. Tukaj je vprašanje tega, za koga ti živiš življenje. In zakaj postavljaš druge ljudi za glavne igralce v zgodbi tvojega življenja. Ljudje pridejo in grejo. Ljudje pridejo in grejo, tudi tvoji starši, tudi tvoji otroci, tudi tvoj partner, to je samo dušna srečanja. Ja, mogoče celo življenje z njimi potuješ, mogoče samo nekaj let. V bistvu je pa v sklopu tvoje telesitve to samo en lik v filmu, ki ga ti igraš. In ko smo v 5D, se zavedamo svoje suverene utelesitve in gremo za tem, kar nas prižiga. In slej kot prej se ljudje priklopijo na to. Tisti ljudje, ki so del te vizije. Jaz imam ogromno ljudi okoli sebe, starše, ekipo, najboljše prijateljice, ki najbolj verjamejo v mojo vizijo. Ker se ljudje, ki so skladni s to vizijo, pripnejo. Ker so ljudje, ki te imajo brezpogojno radi, pripnejo na to in jim je vsem, kaj ti kreiraš, samo da si ti srečna. Torej, kar vidim zadaj v tvojem vprašanju, ni, da ti nima želje, ampak to, da v bistvu izbiraš ne živeti življenja zase. Zato si niti ne daš na mizo tvoje te glavne vizije.